Lep in prijazen dan vam želimo iz kraja Brdo pri Lukovici. Natančneje s pogledom na čebelarski center Slovenije. Slovenski čebelari so v 60. letih 20. stoletja načrtovali zgraditev čebelarskega izobraževalnega centra. Odločitev o tem pa so sprejeli leta 1967. 2 leti zatem so na tem prostoru kupili zemljišče in leta 1972 so pridobili gradbeno dovoljenje, položili temeljni kamen ter zgradbo zgradili do strehe. Potem je bilo nekaj težav in graditev je bila ustavljena. Nadaljevalo se je leta 2000 in čebelarski center je sedanjo podobo dobil leta 2002 in sicer je bil predan svojemu namenu 26. maja istega leta. No, pa se sprehodimo po tem središču čebel in si oglejmo, kaj vse so tukaj namenili čebelam. Namenili so jim to, da v bistvu prikazujejo zgodovino čebelarstva. Namenili so jo temu, da predstavljajo dva najbolj pomembna moža naše čebelarske preteklosti. In sicer Peter Pavla Glavarja, ki je živel v letih 1721 do 1784. Rodil se je tu v bližini v Komendi in je poskrbel kot duhovnik, da je čebelarstvo postalo in zapisano v teh krajih, kot mora biti. No, še večji mož za področje čebelarstva pa je bil Anton Janša. Rodil se je 1734 in umrl 1773. In sicer v področju Gorenjske, natančneje doma je bil iz Breznice, kjer je čebelaril in kmetoval. Ko je bil star 32 let, je odšel na Dunaj in tam pisal slikarsko šolo. Toda po 3 letih študija je zaradi svojih bistroumnosti, odličnega znanja čebelarstva postal prvi učitelj v tej ustanovljeni čebelarski šoli. Tam je v nemščini napisal 2 knjigi, razpravo o čebeljih rojih in popolni nauk o čebelarstvu. Oba sta še danes temeljni deli z področja čebelarstva in žal umrl je na Dunaju, kjer je tudi pokopan. Kar veliko Slovencev, ki so zaznamali naš narod, so seveda nekoč svoje znanje in sposobnosti dosegali prav na Dunaju. No, tole na tem desnem panoju vidite predstavitev posvečeno znameniti krajinski čebeli. Zdajšnje ozemlje Slovenije je domovanje sive čebele iz rase čebelarske krajinske čebele. In znana je po svoji svetlo-sivi dlačicah, na obročki zadka, ki ji ljubkovalno imenuje tudi krajinska sivka. No, vse o tem vam bomo dalje predstavili v povezavi. No, tukaj vidite predstavitev o življenju čebel. Zanimiv pregled, ki omogoča obiskovalcu, da spozna, kaj se dogaja v čebelji družini na vrhuncu njenega razvoja. To je
ko začne o poletju več 10 tisoč čebel delavk, nekaj sto trotov in ena sama matica, graditi razvoj pridobitve najbolj zdravilnega in najbolj pomembnega živila za naš organizem. No, to je pomembnost čebel predstavljeno kot osnova za ohranjanje biotske pestrosti. Kako čebele vplivajo na cvetove in cvet, na to je tukaj predstavljeno bivališče čebel. Namreč zanimivo, da mi posedujemo tako imenovane čebelnjake, bolje rečeno košare, in sicer, ne boste verjeli, stare 300 let, kjer se nahajajo v dolini pri Lendavi, kjer je en znameniti stari čebelar imenovan gospod Jože Nemec. Zanimiv gospod, ki v čebelarstvu ima marsikaj. No, pojdimo naprej. Tukaj je osnova predstavitve čebelnjakov na Slovenskem. Ti so lahko različni, ampak praviloma so vsi zanimivi tudi zato, ker imajo stope za čebele urejene z znamenitimi panskimi končnicami. No, to so tri rešitve, ki v bistvu ponazarjajo ta model tukaj v Lukovici, ki predstavljajo različna čebelarska društva. No in zdaj pojdimo naprej. Tu je predstavitev samega društva čebelarjev iz Lukovice. Tukaj imamo tudi predstavitev opazovanje medenja, pa opazovanje napovedi za službo medenja, torej službo, ki v bistvu opozarja čebelarje, kaj se velja postoriti v času, ko se čebele lotijo svojega dela. Tu je zanimiv pregled medovitih rastlin. No, to vam bom pokazal nekoliko pobliže. In to je res nekaj posebnega. Torej, to so rastline, ki v bistvu omogočajo kar pravi odziv za številne različne, odlične mede, ki jih pridelamo v Sloveniji. No, to je drug tak primer. No, in tu je še tretji. No, in zanimivo je, da vam lahko pokažemo danes tudi tale kontejner, ki vidite tukaj. To je paviljon medene zgodbe. V njem predstavljajo tukajšnji nosilci čebelarstva v Sloveniji postopek, kako nastaja med in kako ga v Sloveniji predelujemo, pa ne samo v Sloveniji. Je zato, da smo v bistvu Slovenci dosegli to, kar ni dosegel noben narod. In sicer smo čebeli omogočili, da je postala svetovno znana, saj ima tudi svetovni dan. In to je zanimivo. No, to je bil kratek utrinek iz čebelarskega centra Brdo pri Lukovici. Upamo, da boste tudi vi obiskali ta center in se pozanimali, kaj vse omogočajo naši odlični čebelarji in strokovnjaki o čebelah, kar mi seveda navadni laiki ne vemo. Lepo se imejte in kadar bomo zaključili s tem pogledom,
s pogledom na vidovite rastline in seveda na sam center, ki ga vidite tukaj, ter paviljon, ki smo ga omenili prej. Lepo se imejte in da vam želimo, kjerkoli ste.